Kljub izboljšanju epidemiološke slike in napredovanju cepljenja populacije, konec epidemije še ni na vidiku. Glede na to, da je dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih, še vedno veljajo določeni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, se je virus, kljub zniževanju 14-dnevne incidence, še vedno prisoten v večjem delu Evrope. Torej, pandemija v svetu, kot tudi v Sloveniji, je še aktivna, še traja. Vidimo tudi iz tegale grafa, da število pravzaprav obolelih oziroma incidenca prijavljenih primerov v svetu narašča naprej. Pomembno žarišče ostajajo tudi evropske države. Pravzaprav že glede na barvo zemljevida v 14. in 15. tednu je razvidno, da je pandemija še aktivna, ponekod so barve že svetlejše, recimo Portugalska, Finska, vendar so absolutni indikatorji pandemije so še kar visoki. Kar je dobro, je, da je 14-dnevna incidenca se počasi znižuje, kar je manj dobro, da nekaj držav še vedno poroča, mislim, da 10 držav v 15. tednu poroča, da incidenca v nekaterih starostnih skupinah še vedno narašča. Manj dober indikator je stopnja hospitalizacije, torej število oseb, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. To je kar 26 državah še visoko, med njimi je tudi, oziroma 20 državah med njimi je tudi Slovenija. Je pa Slovenija v skupini držav, 16 držav, kjer pa so trendi glede smrtnosti oziroma umrljivosti bolj ugodni, stabilni oziroma nekoliko upadajo. Naprej. Kot je že omenjeno, v Sloveniji smo do sedaj testirali več kot milijon 100 tisoč oseb s PCR-em, s hitrimi antigenskimi testi več kot 2 milijona. Testiranih oseb je bilo v preteklem dnevu 2007, od teh je bilo pozitivnih 398 ali 19,8%. Nekoliko se je znižalo tudi število aktivnih primerov po oceni, 437 pa je potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Če po ocenah je vir okužbe oziroma glede na najverjetnejši vir okužbe je lokalni vir, veliko pa je seveda tukaj neznank oziroma neznanih virov, ker je možnosti okužb verjetno veliko. Glede sekvenciranja, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete, je bilo od 1. januarja sekvenciranih 6059 vzorcev, zabeležili so 47 različic virusa, prevladuje seveda angleška različica, skupno NLZOH in IMI 3668 vzorcih in se še dodatno širi. Pričakovano je, da bo ta angleški sev oziroma različica, da bo sčasoma prevladal. Kar naprej. Še malo bolj natančni podatki v najverjetnejši lokaciji prenosa okužbe glede na naše ankete. V družini, skupnem gospodinjstvu so osebe navedle, da je bil to več kot tretjini. Najverjetnejši vir okužbe, še vedno več kot tretjina, je neznan vir okužbe, delovno mesto sledi na drugem mestu, zasebna druženja, nekaj malega tudi okužbe v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pa drugo. Omenjene so tudi trgovine. Naprej. Delež pozitivnih testov na 27. aprila je znašal 19,8%, nekje na ravni v začetku aprila. Delež je bil že nekoliko nižji, morda je to tudi vprašanje naključja ali pa morda tudi stvar druženja, mogoče malo večjega druženja med prazniki. Naprej. 14-dnevno število potrjenih primerov po spolu in starostnih skupinah od 14.4. do 27.4. vidimo, da je največje breme okužb v starostnih skupinah 35 do 44 in 45 do 54 let. Če pa gledamo 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev, pa je v ospredju nekoliko tudi starostna skupina od 15 do 24 let, poleg že omenjenih dveh starostnih skupin. Naprej. Situacija v domovih starejših občanov se je po zaključenem cepljenju oziroma po uspešnem cepljenju precej izboljšala. Beležimo manjše število primerov novih okužb in pa znatno manjše število smrti, kar je razvidno tudi na tem grafu. Kar naprej. In pa tedensko število umrlih, pri katerih je bila okužba SARS potrjena v 28 dneh pred smrtjo, glede na teden smrti med vsemi prebivalci in pa oskrbovanci, je prav tako to število v upadanju. Naprej.
Dnevno število umrlih, pri katerih je bila okužba SARS-CoV-2 potrjena, je prav tako ugodno in je pa v stanju oziroma stabilno oziroma v upadanju. Glede na vse navedeno bi lahko rekli, da je pandemija sicer še aktivna, da so aktivni indikatorji oziroma indikatorji pandemije še visoki, vendar so stabilni oziroma se nekoliko znižujejo, vendar se priporočajo, da se držimo še vseh priporočil glede varnega druženja oziroma upoštevanja teh osnovnih ukrepov, ki jih žal vedno znova ponavljamo. Tudi stanje v bolnišnicah ni vzpodbudno. V bolnišnicah imamo še vedno znaten del bolnikov, ki ima COVID-19 bolezen, kar nas seveda nekako zadržuje pri tem, da bi lahko v večjem številu obravnavali tiste bolnike, ki imajo druge bolezni in pristopili tudi k skrajševanju čakalnih vrst. Na današnji dan je bilo v bolnicah hospitaliziranih okrog 650 bolnikov, na intenzivnih oddelkih okrog 160. Razmerje je nekje 1:4, kar je manjše razmerje, se pravi več v korist težjih bolnikov, kot je bilo to nekje v začetku epidemije. In tudi vidimo, da se z uspešnim cepljenjem starejših starostnih skupin nekako povečuje delež bolnikov, ki niso ravno največja starostna skupina trenutno v naši bolnišnici. So to večino bolniki od starostne skupine nekje 60 do 70 let, sicer še polno aktivni prebivalci, imamo tudi nekaj bolnikov, ki so v starostni skupini med 50 in pa 60 let. Angleški sev, ki trenutno pri nas prevladuje, opažamo, da ni samo bolj virulenten, ampak tudi povzroča nekoliko težjo bolezen, kot jo je prejšnja različica virusa. In pa to, da zbolevajo nekoliko težje zbolevajo, nekoliko mlajši ljudje, nekateri celo brez tistih rizičnih dejavnikov, ki smo jih opisovali v preteklosti, brez spremljajočih bolezni. Čeprav težišče še vedno na tistih, ki jih zaznamuje slab življenjski slog in pa številne kronične bolezni. Poleg teh, ki so v bolnišnici na intenzivnih oddelkih in na rednih oddelkih, kjer potrebujejo kisik in dodatno zdravljenje, pa opažamo večanje skupine ljudi, ki ima tako imenovani dolgi COVID oziroma post-COVID sindrom. Bolniki, ki so bolezen večinoma preboleli tudi doma kot blago obliko, vendar nekako ne okrevajo tako, kot bi bilo pričakovati, oziroma se še več mesecev ali tednov po bolezni še vedno čutijo oslabele, se zadihajo že ob najmanjših naporih, nos, vonj in okus se jim ne povrneta v celoti in podobno, kar pomembno vpliva pri kvaliteti njihovega življenja. Nekako skušamo pa izstopiti tudi k tem bolnikom, seveda ta vrsta bolezni, ta slabše okrevanje, ki se pojavlja pri nekaterih, po oceni pri 10 do 15% ljudi, je tudi za nas še relativno nova stvar, tako kot tudi v svetu, in ga nekako opažamo. Tam nekje po novem letu so se začeli te prvi opisi in govor o tem, tako da neke jasne usmeritve še ni, kako k temu pristopiti, vendar običajno opravimo te teste, preiskave, ki jih opravimo tudi sicer pri težjem dihanju oziroma pri slabšem počutju te vrste in potem skušamo nekako tem ljudem pomagati. Če gremo od bolnikov še k osebju v bolnišnicah. Osebje je, moram reči, že zelo utrujeno in nekako naveličano tega stanja. Veliko je število nadur, malo je bilo odobrenega dopusta v lanskem letu, tako da ima še večina zaposlenih v bolnišnicah nekje od polovice do 1/3 lanskega dopusta in bi potrebovali morda nekaj boljših dni, nekaj boljših tednov, da bi se lahko tudi odpočili in za nekaj časa regenerirali, da bi se na ta način lažje vrnili na delo. Treba je vedeti, da je medicina v Sloveniji v pretežnem večjem procentu so zaposlene v njej ženske, predvsem tudi mlade matere, v naši bolnišnici konkretno prek 80%. Z vsemi obveznosti, ki jih imajo doma, turnusnim delom, in ob tej priložnosti ne morem mimo tega, da jim izrečem spoštovanje in pa iskreno priznanje za vse to, kar v zadnjem letu delajo za nas, za bolnike pravzaprav, in kljub izredno težkim situacijam, ki smo jih preživljali v preteklih mesecih, z visokim deležem hospitaliziranih v primerjavi z drugimi svetovnimi državami, so pomagale držati sistem delujoč, funkcionalen
In tukaj resnično se moje spoštovanje in pa tudi zahvala vsem tem. Povečuje se tudi delež mlajših bolnikov, ki zbolijo za koronavirusom. Kljub temu, da je mogoče starostna skupina težje obolelih in hospitaliziranih v bolnici se nekoliko premaknila proti mlajši starosti, osebje obravnava te bolnike enako, kot je tudi vse druge, brez kakšnih posebnih. Osebje ne ravna diskriminatorno, vedno vsakega bolnika, starega, mladega, s tako drugačno boleznijo pristopimo z vso resnostjo in ga tudi obravnavamo, kar je le v naših močeh dobro, da se mu čim prej povrne zdravje in pa da kar najbolje okreva. Kar se pa tiče drugega dela vprašanja, pa v tem indijskem sevu, kot je bilo že rečeno, ni posebno veliko znanega. Vemo to, da nekako ga še ni pri nas, ampak z potovanji, z tem, ko ljudje pač želijo potovati po svetu, iti na počitnice in tako naprej, pričakujemo, da bo slej ko prej ta sev zašel tudi k nam. V čem so njegove posebnosti, bomo verjetno videli v naslednjih tednih, morda mesecih, in potem bo mogoče kaj več tudi o tem povedati. Tveganje za širjenje virusa je zelo povečano, ko smo na majhnem prostoru v velikih skupinah. Seveda smo že opazili, da ljudje za COVID-om lahko zbolijo tudi dvakrat. V zadnjem času nam pomaga sekvencioniranje genoma, ki ga v preteklosti nismo imeli, in mogoče bomo na ta način lahko kaj več odgovorili, ali je to za isti sev ali je to zgolj za neko imunsko pomanjkljivost manjšega dela ljudi, ki kljub preboleli bolezni v krajšem času ponovno zbolijo. To smo že v preteklosti opazovali tudi pri običajnih teh domačih koronavirusnih prehladih, da je lahko na eno sezono določena oseba zbolela za več različnimi klasičnimi koronavirusnimi respiratornimi obolenji pred prihodom SARS-CoV-2. Teh bolnikov je na srečo malo in so v manjšini, tako da ne gre govoriti zaenkrat o tem kot o neke vrste pravilu. Na drugi strani spektra pa znova nekako zaskrbljeno pogledujemo proti Braziliji in izkušnji iz mesta Manaus, kjer je pravzaprav večina prebivalcev, ki je virus že prebolela, se je izkazala, da lahko za novim sevom P1 zboli pravzaprav še enkrat. Tako da tukaj ne gre za enoznačno vprašanje, ampak za številno polje možnosti, ki se tukaj odpira. Bodisi sekvenčno zbolevanje za istim sevom pri nekaterih z imunsko pomanjkljivostjo, bodisi za zbolevanje z različicami virusa, ki zaobidejo naš imunski odgovor. Tako da tukaj je večkrat bolj kompleksno vprašanje. Na srečo, kot poudarjam, zaenkrat smo opazili, da tisti, ki zbolevajo, so v veliki manjšini in da so to bolj izjeme kot pravilo, zaenkrat, če pri nas. Kar se ga tiče drugega dela vprašanja, govoril bi na splošno, ne glede, ali je to za zborovanje v politične namene ali za kulturne namene ali rock koncert. Virus pravzaprav ne ve, zakaj gre, in povsod tam, kjer smo ljudje zbrani v velikih skupinah, na manjših površinah, predvsem če smo še nezaščiteni z pačnimi maskami in tako naprej, seveda so prenosi virusa večji. Tako da tukaj, ne glede na to, kaj se dogaja, je to nogometna tekma, je to protest, je to karkoli drugega. Tukaj gre enostavno za množico ljudi, ki je tesno skupaj, kjer se, predvsem če gre za veliko navijanja, petja, tudi klicanja, govorjenja, se ustvarja ta aerosol, od katerega se lahko osebe potem tudi nalezejo tega virusa. Situacije, kjer se znajdemo v krizi, predvsem za dlje časa, nekako sprožijo tesnobne občutke med ljudmi in določen odstotek ljudi očitno ni sposoben tega obvladovati in se tudi zatekajo k nasilju. Ne gre samo za grožnje strokovnjakom in tistim, ki smo morda med epidemijo bolj izpostavljeni, ampak tudi grožnjami običajnemu bolnišničnemu osebju. Mi smo v nekem momentu za te grožnje in pravzaprav tudi izbruhov nasilja bili primorani pravzaprav zapreti bolnišnico za obiske, ker je prišlo do neupoštevanja navodil, prerivanj in tudi fizičnih groženj, kar se pravzaprav dogaja tudi še sedaj občasno. Vse to je na nek način ne smemo dopuščati, moramo nekako imeti nično toleranco, predvsem pa videti v ljudeh, ki uporabljajo grožnje in se zatekajo k nasilju, tudi eno nemoč, stisko in nasloviti tudi te potrebe. Začetek množičnega cepljenja prinaša upanje, da bomo lahko še letos zaživeli svobodno in brez strahu pred koronavirusom.